Pozdravljeni, z vami sem Minka in tako, čutim, da en video posnamem in se reka, začnemo lepo s kartam prehodu na novo dobo, pa da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča. Tako jaz začnem dneve, veste, prižgem svečko, rečem hvala za nov dan in potem vzamem karte prehodu na novo dobo in potegnem nekaj sporočil in tako si rečem, karkoli pride, je vse v redu. In dobesedno, glejte, katera karta je vam padla? Zaključek poti. To ne pomeni, da boste umrli. Absolutno ne, ampak v vašem življenju se zaključujejo neke poti in bodite hvaležni za izkušnje, ki vam jih prinaša življenje. To je bilo obdobje učenja in zdaj lahko greste naprej. Veste, to je tako kot gosenica. Gosenica, ko je dovolj pojedla, ko je prišla do neke točke, enostavno pride čas, da se zabubi. In potem, ko se zabubi, te celice njene začnejo razpadati in nastane juha celic. In potem je zadolžen nek gen, ki pa dejansko to juho celic preoblikuje v eno novo strukturo in se začne notri v tem kokonu dogajati sprememba. In če imaš ta trenutek občutek, da si kot gosenica, da ne moreš več na ta način, mogoče je čas da postaneš kokon, da se malo umakneš, da vidimo naprej, da se malo umakneš, da malo preurediš, aktiviraš svoj srce. In veste, kaj je zanimivo? Gen, ki je zadolžen pri metuljih, pri gosenicah, da se začne ta transformacija, je dejansko prisoten tudi v našem srcu. In dobesedno, ko se naša srčna energija aktivira, ko pridemo do te zaključek poti, ne vidimo več možnosti napredovanja na tak način, na star način, ko aktiviramo svojo srčno čakro, se pravi, ko odpustimo. Jaz vam lahko povem iz mojih izkušenj, ko sem odpustila, so se odprla vrata tam, kjer je izgledalo, da je zid. Enostavno nisem našla prej ničesar, tako to govorimo o 9-10 letih nazaj, ko sem iskala, kje bom živela. In ko sem odpustila, enostavno se mi odprl pač nov svet. Sem našla hišo, kje bom živela. So se stvari odprle, enostavno je šlo naprej. Dajmo pogledati, kaj pa zdaj? Čas je za radost v tvojem življenju. Kaj te pa veseli? Kaj tebe veseli? Ker če cel dan delamo stvari, ki nas ne veselijo, ki nas puščajo prazne, če smo vsak dan v odnosih, ki nam pobirajo vso energijo, na dolgi rok od znotraj umremo. Pa če rabimo isto iskrco, radost življenja. No in zdaj pogledamo naprej. Ti, ki tole poslušaš, si ustvarjalka nove dobe. Seveda, tudi ko še moški posluša, ti, ki tole poslušaš, si ustvarjalec nove dobe in naj te vodi srce. In prav to, ustvarjalka nove dobe. Čakaj, bom probala najti, a imam tukaj knjigico? Seveda, imam. Knjigica. Želim vam prebrati ta sporočila, točno ta 3 sporočila. No, naj nadaljujem zdaj to zgodbo z gosenico. V glavnem gen, ki je tudi prisoten v našem srcu, pri gosenici aktivira, da ta juha celic se organizira v novo strukturo in da se začne tvoriti metulj in da se razvijajo krila in potem ta mogočen ali nemogočen, ta čudovit metulj poleti, ko je zrel. Se pravi, ne moreš mu pomagati, da to gre hitrejš, ta njegov proces. In dobesedno je podobno pri nas, ne moramo izsiliti stvari, ne moramo na silo narediti stvari. Ko so stvari zrele, je čas za naprej. Sem na koncu določenega obdobja, sproščena sem, najhuje sedaj za menoj. To je bilo obdobje učenja, hvala. No, potem je pa radost, 32 petica v numerologiji, vemo, da je transformacija, da je pot naprej, da je nekaj, tako to je na sredini, treba iti naprej. Moje srce je mlado in večno, mladostna energija se pretaka po mojih žilah. Dovoljujem si, da se dobro počutim v svojem telesu,
ki je prežeto z radostno energijo. V popolnosti sprejemam svojo radostno življenjsko energijo. Veste, to je ta otroška energija. Energija pomladi, ne nazadnje, energija novega življenja, energija teh ptic, ki jih poslušamo, ki vse prsti, vse žvrgoli okrog nas. In nova zemlja. To je pa zdaj energija 6, se pravi, smo že šli naprej. To je karta številka 6. Poslušaj to, v tebi je neskočna inteligenca. Ti, ki tole poslušaš, si hči večnosti. Dovoli, da tvoje srce napolni brezpogojna ljubezen. Naj bodo v tebi mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Naj bo stvarnik tvoj večni vir. Zavedaj se, da so vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe izpolnjene v vsakem času in prostoru. Ker ti, ki tole poslušaš, si povezana z rodovitnostjo. In prav ta rodovitnost, mogoče si napisala že, kaj si želiš, kaj je tvoja želja. Mogoče veš, kam želiš iti. Mogoče, jaz vem, da sem leta nazaj, pa tudi tisti, ki ste bili pred leti na mojih delavnicah, veste, da smo tudi takrat že risali te fraktalne risbe. In takrat sem se prav lotila tega, da sem kreirala svojo novo bodočnost. No in včeraj sem vzela te moje fraktalne risbe ven in sem prav razmišljala, wow, tako sama pri sebi sem razmišljala, kakšen napredek sem naredila. No, prav ena stvar mi je prišla pod roke. Bilo je na božični večer. Dolg časa nazaj, 10 let nazaj. Prvo leto, ko sem bila sama, ali pa drugo leto. In seveda takrat iz mene vrela vsa žalost. Sama si na božični večer, sama si za praznike, to ni pošten. In veste, kaj je bilo zanimivo, kaj sem pa predelovala? Ni bilo to, da sem sama na božični večer, ampak predelovala sem otroštvo in občutek zapuščenosti v zibki. Zdaj bi pa človek rekel, pa kako je to možen, pa si odraščala, Ja, odraščala sem na kmetih in na kmetih je bilo to čist nekaj navadnega in tudi mogoče pri vas, da so pač ljudje šli za delom. Se pravi, dojenčka so dali v posteljo, so ga nahranili, previli, ker je veljalo, da otrok do 3. leta tako nič ne ve. Se pravi, tako kot stvara, In dobro, zdaj že vemo, da se vsa čustva zapisujejo na naše čustveno telo, da ni, da ne veš, da na nas vplivajo celo čustva, ki jih je naša mama doživljala med našo nosečnostjo. Se pravi, vse to je tako povezano med sabo in recimo mene so puščali, nas otroke so puščali ure in ure same, to je bilo normalno, da se razumemo. Lačne, polulane, pokakane in seveda, ko so se vrnili z dela, so nas nahranili. Zdaj pa pomislite, ta občutek zapuščenosti, majčken otrok ne ve, mogoče pa sam ostal. Nihče ne bo za njega poskrbel. In vem, da sem skozi te fraktalne risbe takrat predelovala ta občutek zapuščenosti. No, zdaj vam povem, kaj pripravljam. Nimam še objavljeno, bom objavila in vam bom takrat sporočila, ampak datum imam že. 17.5. bom naredila seminar, celodnevni seminar v Postojni. In bomo začeli, tam okrog 10, pa do zvečer bomo. In boste videli, kaj vse bomo predelali v 7-8 urah. Pač, za nekoga, ki čuti, da mora iti iz nekega, da mora narediti nek korak naprej, ali da ta zaključek poti, da je do nečesa prišel, vem, da vam lahko pomagam. Seveda, glejte, telo je tehnično, telo nam kaže, kje imamo težave, telo želi povedati, hej, nekaj narobe. Recimo, danes sem govorila z eno gospo, je rekla, da ne ve, katere vitamine ima za naročiti, bo naročila pri meni na spletni strani, oziroma jih je. Je rekla, zadnje čase imam težave s tem, da mi lasje izpadajo. Kaj ti manjka? Če ti izpadajo lasje in da imaš občutek, da si že plešasta, in gospa je že v postmenopavznem obdobju, se pravi, je že konkretno v
pomeni, da je nekaj v njenem telesu narobe. No in ko sva več, ko sem ji svetovala, sem rekla tako, mi do zdaj ne bova ugotavljali, kje imate res težavo, ali je problem premalo želodčne kisline, da se beljakovine ne razgradijo, ali imate težave v črevesju, ker imate premalo prebavnih encimov, ali imate težave s pomanjkanjem B vitaminov in vam zaradi tega izpadajo lasje, ali imate pomanjkanje z aminokislinami in zaradi tega vam izpadajo lasje. Mi da bova telesu dali vse, kar potrebujete, se pravi paket vitalnosti in shake, to je komplet za hujšanje mimogrede, če iščete nekaj takega. V glavnem, vam bom to dala in boste videla, telo bo vzelo tisto, kar potrebuje in rezultati, v kar sem pa prepričana, se bodo poznali že v 3 tednih. Pač 3 tednih, ne v 3 mesecih, ne v 3 letih, v 3 tednih. Zdaj vam moram povedati, vam še nisem govorila, en tak zaden primer. Zadnjič sem imela predavanje in je ena gospa prišla, čisto sesuta, jaz jo poznam. Čisto sesuta, rekla je, moja mama ima nekaj na črevesju, mene je strah in tako naprej. In kaj če ima raka in no, potem, ko smo preverjali z mišičnim testom, seveda, strah pred smrtjo, strah pred tem, da bo sirota, strah pred tem, da ona zboli za rakom. In življenje je tako zanimivo, smešno, zanimivo, ker nam prinese situacije, da lahko okusimo svoje strahove, svoje bolečine, da jih izrazimo in da jih predelamo, in potem, ko to predelamo, ob enaki situaciji smo mirni. Pač, ja, poligon naših čustev. No in v glavnem, jaz vem, da bo to predelala in da bo vse v redu, res sem prepričana. Drug primer, zgodba. Na knjižnem sejmu, in veste, da knjižni sejem je konec novembra, in je bilo tako, da sem jaz še hotela iti, pač enega sorodnika smo imeli v bolnici in sem želela iti na obisk, takrat, ko smo bili na knjižnem sejmu, no in v glavnem sem bila zaparkirana, nisem mogla iti in se pač vrnem nazaj za stojnico. In ko pridem za stojnico, tam je bila ena gospa in pač moja prijateljica Silva mi je pomagala in ona ji dala karte in je pač tako, kako dobro, da si prišla nazaj in boš prebrala karte. No in ta gospa potegne par kart in jaz začnem brati karte, sporočila. A veste, ker te karte so žive, ti itak povejo tisto v dani situaciji. In recimo, zdaj sem potegnila 3 karte. Čustveni strup zapušča tvoje telo, sledi, zaupaj, sliši vodstvo, ker nadangel Gabriel ti govori in čas je, da pač spustiš vse strupe iz svojega čustvenega telesa in čas je za drugačne ljudi. Da začneš v svoje življenje privlačiti ljudi, s katerimi sodeluješ skozi moči, ne skozi pomanjkljivosti. Veste, ne skozi to. Nisi naredil tega, bi mogel to, pač ta občutek krivde, žrtve in tako naprej. Ne vem, kaj je točno takrat pri tej gospe stvarstvo pokazalo. Jaz ti preberem sporočila in ona začne jokati. In v glavnem sem jo vprašala, kaj se je zgodilo in je rekla, da je ravno kar dobila diagnozo, da ima tumor na pljučih, tako kar pošten. In seveda strah pred smrtjo in tako naprej. In sem rekla, prvo stvar, ti boš morala svoja čustva pozdraviti, ker če te je strah, da boš ti umrla, če te je strah, da bojo tvoji otroci sirota, če te je strah na splošno raka, če te je strah, če nosiš to žalost, ker pljuča so žalost, center žalosti, ne moreš tega dati ven. Tudi iz preteklih življenj, da se razumemo. Tudi iz preteklih življenj. Razočaranje nad ljudmi, ta občutek, kako slahko, veste, ta grozno razočaranje nad ljudmi, tako, kako slahko, ne vem, če vas je nekdo prevaral, če je nekdo nekaj nemoralnega naredil, a veste, vse to se zapisuje na naše čakre in potem na fizično telo. No, v glavnem, seveda, jaz sem ji potem dala knjigo, ko imajo čakre v žur, da je začela čistiti podzavestne programe, kar se tiče pljuč, kar se tiče dihanja, vdih življenja. Potem
Trojčka, to je karotenoid, flavonoid, kruciferus za dvig imunskega sistema. Naslednjo zadevo, ja, poslala sem jo enemu krasnemu človeku, ki je tudi mojim otrokom pomagal do zdravja in tudi meni in v glavnem, ona je vse to naredila, zdaj pa poslušajte to. To ne govorim, da če imate viraka, da bo jutri zginil, ampak pri tej gospe šla je februarja na ponovne raziskave, slikali so ji pljuča in tumorja ni bilo. Si lahko predstavljate. In zdravnik je rekel, po moje smo se zmotili, bomo naredili nove raziskave. Ona reka, ne, nič ne rabimo, jaz sem zdrava. Jaz verjamem v to, da se čudeži dogajajo. Da ko ti podpreš fizično telo, ko prečistiš čustveno telo in ko dodaš zdravilno božjo energijo, ki zdravi, so možni tudi čudeži. To, kar je v božjem načrtu, pač mi nimamo vpliva na to. Če je v mojem načrtu, da bom jutri umrla, bom pač umrla. Ampak če je v mojem načrtu, pa da izkusim bolezen kot neko karmično čiščenje, bom prišla do bolezni zaradi tega, da se mogoče spomnim, da sem božansko bitje, da imam v sebi mogoče moč samozdravljenja, da začnem zaupati sebi, naravi, intuiciji, ne pa strahu in saj veste, ne? Ko sledimo strahu, kako izgleda? Pot strahu je povezana s tem, še ena raziskava, kaj pa če, kaj pa pot vere. Pot vere je pa to, da zaupaš, da se bo vse uredilo, kakorkoli se bo uredilo. Zadnjič enkrat sem gledala en tak lahkoten film na Netflixu, naslova niti ne vem, ampak je bil ful dober. V glavnem, in je bilo od ene gospe, pač na letalu sta se dva srečala, pač naključja, ko nekaj se mora zgoditi. Saj veste, včasih se pač človek usede pred televizijo, pogleda kakšen dober film za razvedrilo, no v glavnem. Ta film je govoril o tem, dva sta se naključno srečala na letališču, potem sta naključno pristala skupaj na letalu, skupaj sta letela v London, ona je šla na poroko in on je šel na zaključno fešto njegove mame, ko je bila še živa. V glavnem, in mama se je odločila, da bo priredila zaključno zabavo, da ne bo čakala, da bo umrla, ker je bila pač rak se ji je ponovil, in da bo naredila raje zaključno zabavo in da bojo vsi njeni dragi prišli na to zaključno zabavo in da ji bojo povedali to, kaj so lepega z njo v življenju doživeli. Je rekla, ker ko bom mrtva, tega ne morem slišati. No in zdaj, če ste brali knjigo Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, tam točno to naredijo. Aborigini naredijo za konec življenja zaključno zabavo, proslavijo svoje življenje in potem grejo v puščavo in se izklopijo. Dobro, tega mi ne znamo delati, ne? Ampak, zakaj se ne bi dobili z ljudmi, ki jih imamo radi v času življenja, namesto da čakamo, da nas pobere, pa gremo na pogreb, prav je, da gremo na pogreb, da se razumemo, ampak toliko stvari lahko prenaredimo, sploh pa tisto, kar napolnjuje našo dušo. No, tako, res so zanimive zadeve, ta življenje je res zanimiv. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo, zdaj bomo pa šli še na Ošotove karte. Ošotove karte, kaj tebi sporoča stvarstvo, ki tole poslušaš? Kaj je tisto, kar je prav, da veš, ozavestiš, spoznaš? Kaj ti sporoča za tvoj duhovni, čustveni, materialni napredek? Nekaj imaš pod nadzorom. Ampak tako, nečesa se oklepaš. Mogoče imaš celo sklepno revmo. Mogoče tako prav tvoje telo je celo v krču, ker se nečesa tako močno oklepaš, da ne moreš več. Karta nadzora. Tvoje življenje prihaja velika sprememba. Ampak ta sprememba je pogojena
ne se bati sprememb. Pač, a ni dobro, da je konec zime, da je pomlad. Pač, res je, vsi to vemo. Edina stalnica v življenju je sprememba, kar se menjajo dan in noč, letni časi, vreme, vse se menja. A mi se tako grozen bojimo te spremembe, vseh sprememb. Mi se poklepamo, tako mora biti, a ne, tako mora biti. In dejstvo je, da tukaj na sredini kroga noter, pogledajte, je pa ta znak Yin in Yang. Se pravi, bolj kot si v ravnovesju, svojem bitju noter, vsem noter in zaupaš, da bo vse v redu, manj te ta sprememba, zdaj beseda gre prešejka. V glavnem, in nekaj se primerja z drugimi, vsak ima svojo pot, hitrost zorenja, nekaj razmišlja tako, da samo tebi se nekaj dogaja, pač vsem se nekaj dogaja. In zaupaj, pogledaj. Tukaj je noseča ženska, ki je tik pred porodom. Vsak čas bo rodila, vsak čas bo to prišlo v tvoje življenje, vsak čas se bo nekaj dobrega zgodilo. Zaupaj, da se vse ureja v najvišje dobro vseh, zdaj pa tisto, kar te obremenjuje, je pa neka tvoja krivda. Krivda, česa se kdo ti trka? Zdaj beseda mi gre, mama. Kako bi mogla, pa nisi, pa zakaj si? Kdo ti nabija slabo vest? No, tistemu, ki ti nabija slabo vest, enostavno reči, nimam časa. To je lepo. Shut up, dovolj, ne rabim tega, ta trenutek ne rabim tega. Ali me podpiraj na moji poti, ali pa utihni. In to je pa jasno postavljanje mej in drugo, razumevanje, da tvoja kletka je odprta. Lej, tvoja kletka je odprta, samo poleteti moraš, samo razširiti krila, čakate svoboda, imej pogum, imej pogum, čeprav mogoče misliš, da ne bo šlo, ampak stvarstvo ima vedno načrt za nas. Vedno. Vedno. Bolj kot zaupamo v to, da se bo vse v redu iztekalo, bolj sigurno, bolj mirno gremo čez obdobje sprememb. Pač stvarstvo ima res načrt. Jaz imam na vrtu češnjo. In ta češnja zdaj tako božansko cveti. Pač tako božansko. Pač stvarstvo ima načrt za vas. In če gledam to moje potovanje zadnjih 10 let, ja, če bi vedela, da bo tako naporen, bi verjetno parkrat premislila. Ampak jaz vem, da če bi obstala, verjemite mi, da danes ne bi govorila. Mene bi zadušile energije, mene bi zadušilo življenje. Ja, verjetno bi bila zdaj že pošteno bolna, ker moje telo ne bi zmoglo. Ne bi zmoglo, ker je bil načrt moje duše, da grem naprej. In mogoče sem rabila iti majčkeno pred vam naprej, zato da sem vse te knjige napisala kot vodiče, da sem napisala vse to, da vam pomagam, zato ker pač en more gasti. More iti naprej. Ampak verjemite mi, stvarstvo ima načrt zate. Vem. Sprememba bo prišla hitro. Hitro. Ne se bati sprememb. Počisti spremembe in poslušaj notranji glas. Stolp pa notranji glas. Pač gre se za to, da se umiriš, da začneš poslušati sebe. Dajmo zdaj še naprej pogledati. No, zdaj bomo pa pogledati, na katerem področju za tebe, ki tole poslušaš, na katerem področju prihaja ta velika sprememba v tvoje življenje. Stvarstvo za tole dušico, kaj je zanjo pomembno, da spusti na področju ljubezni prihaja velika sprememba. Vse si popila, vse si pojedla, nič več ni ostalo, vse se je polil, ne gre več naprej na področju ljubezni. Na področju ljubezni, tudi na področju, hkrati na materialnem področju, ampak predvsem na področju ljubezni. In nič več ne moreš narediti,
nič več. Joj. Čak, zdaj, da vidiš, nič več ne moreš narediti. Vse si popila, vse si pojedla, vse čaše so se polile, tukaj je samo še krt. Lahko vztrajaš, ampak ta krt te lahko samo še nekam zagrebe. Pa čas je, da pogledaš svojo podzavest, ker tukaj vidiš luno. Čas je, da pogledaš, kaj si se naučila, da si hvaležna za to, ker se že kaže nov dan. Se že da ni, tako da je že tam. In če zdaj pogledaš tukaj neko globoko razočaranje, pač vse čase so polite, ja, za tabo je še nekaj ljubezni, mogoče imaš otroke in v teh časih je še nekaj, ampak ne moreš več dajati, ker si preutrujena od življenja in enostavno ne moreš več. In tudi otrokom ne moreš več dajati ljubezni, ker se je vse polilo. In spet v ozadju se že kaže svetloba, so že ptice, ki letijo, že gre naprej. In zdaj pa poglejmo naprej. Ne moreš nič več spremeniti. Nič več. Tako je. Lahko jokaš, lahko prosiš, lahko maleduješ, lahko hodiš na terapijo od guruja do guruja. Enostavno boš mogla pogledati, kaj si ti želiš. Lahko je povezan to tudi z neko ljubeznijo do posla, da se razumemo. Ker tukaj so prišle, vse karte so prišle, ljubezen pa denar. Lahko je, da si vse popila v službi, vse povedala, vse naredila, da enostavno ne moreš več in hodiš vsak dan samo še izžeta in delaš, ne vem, z otroki in jim ne moreš več dati te svoje svetlobe, ker si preveč utrujena od okolja. Ne vem, pač gre povezanje s tem, da ne moreš več. Zdaj pa poglej to. Tisto, kar te čaka ali pa kar ti si tole. Ženska, boginja, ki živiš svoje obilje. Tukaj so sami novci okrog tebe. Ti lahko živiš v svojem kraljestvu z vsem tem notranjim bogastvom in to tvoje notranje bogastvo ti bo prineslo ogromno materialnega bogastva. In tisto, kar je prav in kar te čaka, tukaj 10 kelihov, čista družinska sreča. To te čaka. Ti boš sama povezala, na katerem področju so se pač polile že vse čaše in ne moreš več, ampak tisto, kar prihaja v tvoje življenje, je pa čist kralj kelihov. Se pravi, ena nova zadeva, ena nova energija, lahko je to na ljubezenskem področju, en nov kralj, poln ljubezni, lahko je nova služba, kjer boš občutila samo ljubezen. In neka nova ideja bo prišla v tvoje življenje. Vitez mečev je povezan s tem, da izražaš, da govoriš ideje, neka pogumna odločitev, da greš naprej. Mogoče ti bo kakšen rekel, da si čist nora. Zadaj na sliki je tudi sova, ki je povezana tudi s tvojo modrostjo, ki jo imaš v sebi. Spet dan, zadaj se da ni. In zdaj, če pogledamo, in spet neka nova ideja, ki ti bo prinesla denar. Pač. Jaz druga ne morem povedati, stvarstvo te podpira, ti želi nek korak naprej, ampak to, kar je pri teh kartah prišlo, ti se vklepaš nečesa se držiš, verjetno od neke varnosti. Ta varnost je povezana z nekim lahko nadzorom, lahko sistemom, mogoče si varna v nekem sistemu, v neki varni službi in ti nudi neko preživetje. Ampak tvoja duša ni narejena za sistem. Tvoja duša je narejena za ustvarjanje. Pač, zdaj boste rekli, Minka, to, kar ti govoriš, to ni za navadne ljudi. Ne vem, kar te govorijo, jaz samo berem. Tako da, če vam to zveni za vas, super, če vam ne zveni, pač ugasnite in to ni za vas. Ampak dajmo še prehod v novo dobo. Se pravi, stvarstvo za tole dušico, ki zdaj tole posluša, ki mogoče ima zmedena, mogoče strah, kaj je prav, da izve, ozavesti, spozna, kaj je prav, da ve. Grlena čakra, tvoje izražanje.
Na nekem področju boš rabila povedati svojo resnico. Svobodno začni izražati svojo resnico, ker ti poznaš resnico, ti si resnica, tvoja grlena čakra pozna resnico. Veste, zadnjič sem bila na enem seminarju, sem bila predavateljica. Predavatelj je govoril o občutkih, moški. In je govoril, glede na to, če imaš občutek, da te partner vara, je rekel, verjemite mi, vara vas. Rekel, jaz sem to itak vedela že prej, pač veš. Ne? Če ti nekdo govori, fantaziraš, ti pa tvoji strahovi, ti pa tvoja preganjavica, ti rabiš terapeuta. Draga dama, tvoja grlena čakra pozna resnico. Kaj te duši? Česar ne moreš izreči? Kdo te stiska za vrat? Tvoj blagoslov je, da čutiš. Varno lahko izražaš svojo resnico. Dovoljeno ti je govoriti. Upaj si prepevati, se smejati, vriskati, ne glede na to, kaj poreče okolica. Jasno se zavedaj, kdo si. Ali pa šla pozornost. Vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. Kam gre tvoja pozornost ta trenutek? V to, kar si želiš, ali v to, kar si ne želiš? Gre v probleme, na tvojo svetlo bodočnost. Vse, kar delam in razmišljam, vse, čemur namenjam svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjam v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želim več, blagoslavljam, in vse, kar naj odide, blagoslavljam. In zdaj, lahko vam bo pomagal, ker meni je pomagal. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. To sem jaz ponavljala, ker, glejte, če rečeš, enkrat je ena gospa imela seminar, pa če večkrat sem o tem razlagala, jaz sem zmerom razlagala, ne, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni ali pa v imenu ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Ona je rekla, jaz pa to skrajšam in rečem, blagoslavljam te v imenu ljubezni, po domače povedan, zdaj dajte pi, kurc te gleda. To ni energija Kristusove ljubezni. To ni energija Kristusove ljubezni. Kristusova ljubezen je sočutje. Ne? In ja, včasih ramo mečkam pomoči vzgorej. In naslednja je pa prišla zdrava prehrana. Tvoje telo je svetišče, ni smetišče. In zato ga hrani z ljubeznijo. Pač čas je, da začneš svoje telo podpirati z ljubeznijo, mu dajati ljubezen. In ne vam še povem, končno moje knjige pridejo iz tiskarne. Tako da načeloma jutri po jutrašnjem, v glavnem začnem pošiljati knjige. Joj, toliko se jo veselim. Pač tole čakanje na to mojo knjigo je bilo pa res zanimivo. In še to, zdaj tako za mano tle vidite tega lepalčka, obšlesal je. In sem ga včeraj barvala. Tako da je nastal čist nov palček, ki ga bom zdaj postavila v vrt. Tako da, glejte, ta ustvarjalna energija, ne, ki je v nas, ta notranji vrelec, žuboreča energija. Če pristanemo v odnosih, ki ugasnejo našo ustvarjalnost, enostavno je to tako, kot vodo, ki jo zastrupiš. Enostavno strupena voda ne samo, da bo pomorila vse, kar je v vodi, še ob vodi, ob reki bo enostavno vse zastrupljeno. Tako da, če čutite, da ste prišli v svojem obdobju do nečesa, kar smo govorili ves čas, začeli smo konec poti, zaključek, dajte počistiti strah pred spremembami, vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur, začnite delati, to so temeljna prepričanja, korenska čakra, ne? Korenska čakra je povezana tudi z besedo jaz sem, ki sem. In tukaj imamo potem afirmacije na strani 8.7., moj rojsten dan, na 87. Dovoljujem si občutiti varnost tukaj in zdaj, sprejemam svoja čustva. Zavedam se, da sama ustvarjam svojo varnost. Zavedam se, da imam moč. Dovoljujem si,
da se ljubezen izrazi skozi mene, v meni in okoli mene. Zaupam, da se vse ureja tako, kot je v najvišje dobro vseh. In lejte, na inštitutu HeartMath v Ameriki so delali raziskave in sicer, če jaz ponavljam neke afirmacije po Louise Hay in tam piše, varna sem tukaj in zdaj. In jaz nisem varna. In vsak dan grem v službo kot neko fronto, bom vedno bolj v stresu. Zato ker, ali pa če se postavim pred ogledalo, pri hujšanju piše, z lahkoto, moji kilogrami se z lahkoto topijo, nekaj takega. In vem, da se ne pomeni, da jaz moram drugače preoblikovati te afirmacije, da jim bom lahko verjela. In ja, ne vem, dovoljujem, da moja notranja luč zasije, dovoljujem, da se moje telo preoblikuje, dovoljujem, da postanem najboljša različica sebe, zaupam, da me Bog podpira, da me ima stvarstvo rado, da sem ljubljena, da se mi bo zmerom pokazala pot. Dovoljujem si, da sem vsak dan bolj srečna. Jaz sem popolno zdravje in zadovoljstvo, kar jaz rečem. Jaz sem, ki sem, jaz opisujem sebe. Se pravi, če rečem, jaz sem bolna, sem bolna. Če pa rečem, jaz sem popolno zdravje in zadovoljstvo, dovoljujem se, da sem radost življenja. Sposobna sem preseči karkoli. Sebi dovoljujem, da sem lepa in mladostna. Sebi dovoljujem, da sem v harmonskem ravnovesju. Hormonskem ravnovesju. Dovoljujem si, da sem v harmoniji sama s seboj. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar me obdaja. Sprejemam svoje telo. Jaz sem zdravje in mladost. Jaz sem vir moje moči. Jaz sem vir mojega miru. Jaz sem vir moje samozavesti. Jaz sem vir moje ustvarjalnosti. Jaz sem vir mojega zadovoljstva. Jaz sem vir moje sreče. Jaz sem vir ljubezni. Jaz sem vir modrosti. Jaz sem vir obilja vsega dobrega. Popolna sem taka, kot sem. Jaz sem bitje svetlobe. Se dobro sliša, ne? Te afirmacije lahko berete v knjigi Ko imajo čakre žur. Zdaj pa lejte, preverite pa z mišičnim testom. V duši nosim strah pred kaznijo. Moraš biti pridna punčka. Zdaj pa nisi dosti pridna punčka, zdaj te bomo pa kaznovali. Tega ne rabiš več, res ne. V duši nosim potrebo po občutku manj vrednosti. V duši nosim potrebo po bolečini. Tudi korenska čakra je povezana z raznimi odvisnostmi, kot je alkoholizem in samomor. In če imate v zapisu vaše družine samomore, nekdo bo mogel počistiti. Zaradi tega, ker zdaj pa pretežko, zdaj pa samomor je rešitev. V Sloveniji smo kar dobri glede tega in imamo, tako se mi zdi, na nacionalni ravni zapis samomora, ker je življenje pretežko, potem pa najbolj, da kar neham. Zato pejte počistiti zdravilno molitvijo dekodiranja te programe in zato, ker se imam rada in se cenim, izbiram samo tiste odnose, pijače in jedi, ki podpirajo mojo dušo in moje telo. Ja, zato, ker se imam rada, veste, kaj delam? Zato, ker se imam rada, zjutraj začnem s kozarcem vode in zraven popijem en fiber dan zraven, pač to je tabletka, popijem to tabletko, v ta kozarec dam mečken kisa in zdaj, kar je dober, to nabrekne in mi daje občutek sitosti, druga zadeva pa, te vlaknine potem grejo naprej v črevesje, naredijo prepreko, bariero, da hrana, ki jo kasneje pojem, ne gre tako hitro v sladkor, se ne spreminja v sladkor in jaz imam ful energije, ful se dobro počutim, pa pojem še zajtrk in vam povem, da za nekoga, ki nikakor ne more shujšati, poskusite na ta način. Vzemite na moji spletni strani, dobite srečnoživljenje.com, dobite fiber, v glavnem, te tabletke fiber fibre piše drugače, so vlaknine, ki nabreknejo v želodcu.
če popijete s kozarcem kisa, boste videli, čudežno. Čudežno. Dobesedno ta kombinacija popuca noter po črevesju. To je hrana za dobre bakterije, uredi prebavo, deluje na to, da se jetra sčistijo, deluje celo na trebušno slinavko in na to, da se bolj uravna delovanje inzulina, deluje na holesterol, pač na vse. In sploh tisti, ki vas špika na desni strani pod jetri, kaj pa, če imate težave z jetri? In če ne morete shujšati, kaj pa, če imate težave z jetri? In zdaj začnite že jesti, pač začnite čim večkrat uporabljati šparglje, ker vsebujejo asparaginsko aminokislino. Asparaginska aminokislina je pa sestavni del ene snovi, ki se imenuje glutatijon. Glutatijon je pa najmočnejša snov v jetrih, pa v celicah, ki razstruplja naše telo. Poskusite, boste videli, kako se boste dobro počutili, in to je to pomladansko razstrupljanje. Vlaknine, se pravi fiber, pa kis, pa boste pa videli, imeli boste notranjo moč. Ko boste imeli notranjo moč, se bo vse spremenilo okrog vas. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim. In ja, ko dobim knjigo, posnamem nov video, ker vam želim pokazati tega mojega novega dojenčka. Se pravi, ta 6. knjiga, pa če dam še Prehod v novo dobo, v bistvu ta 7. tak velik projekt. Tako, ful sem zadovoljna. Verjemite mi, tudi vi ste namenjeni v življenju, da ustvarjate. Ne vem, kaj je vaš talent, ne vem, s čim boste vi izboljšali svet, ampak začnite najprej pri sebi. Ko boste pri sebi naredili korake, boste videli, da se bo vse spremenilo. Tako da, živejte, vse dobro. In, še to, dajte se vpisati na tukaj, kliknite, da se boste, subscribe, se pravi, da se vpišete na moj YouTube kanal, ker večkrat, ko nekaj delate na mojem YouTube kanalu, bolj se širi ta glas, ker potem YouTube avtomatično priporoča ta video naprej. Tako da, dajte se vpisati na YouTube, dajte pač tam od spodaj, samo kliknite tiste, pa lajkajte, pa kakšen komentar. In več kot je tega, dejansko ljudje potem tudi vidijo ta sporočila in mogoče nekdo dobi to sporočilo, ker enostavno ga potrebuje. Tako da uživajte.